Najprej hvala, da ste se v tak lepem pomladnem poznem popoldnevu bili pripravljeni potruditi pri sem in da ste se pripravljeni naslednjo uro in pol družiti drug z drugim in na nek način tudi z menoj. Ja, kot ste zasledili, imamo naše prejšnje srečanje in današnje srečanje v smislu enega zanimivega dvojčka, ker bomo razmišljali o zadevah, ki so se zgodile nekje v glasbi v prehodu 19. in 20. stoletja, ker tam se je res dogajalo sploh v družbi ogromno. Posledice so bile seveda vidne takoj v začetku 20. stoletja in potem na sredini 20. stoletja oziroma pred sredino 20. stoletja. Umetnost na vseh načinih in svojih nivojih je seveda pretresala ogromno družbeno in družbeno-političnih stvari. Seveda se je to odražalo na marsičem. Zdaj, sodobna glasba, če hočemo razumeti sodobna glasba je dedinja, vnukinja, prav vnukinja, če hočete, tudi prav vnukinja, nečesa, kar se je dogajalo, seveda daleč pred njo. In ravno tisto, kar se je dogajalo daleč pred njo, je morda najbolj zanimivo poznati, kajti če poznamo prednike, potem lahko razumemo, seveda, kaj se je razvila določena stvar v današnjem času. Zdaj, prehodi 19. in 20. stoletja v glasbi, o kateri sem že zadnjič govoril, so bili seveda namenjeni predvsem razbijanju nekih ustaljenih norm, predvsem so se poskušale glasbene struje otresti klasicističnih okvirjev, poskušali so se otresti velikih form glasbenih, torej izgublja se forma velike simfonije, izgublja se forma opere, kot veste, z Wagnerjevo smrtjo imamo definitivno razpad opere, že on jo imenuje glasbena drama in ne več kot opera, ne? Če je bila opera še za časa, recimo Verdija, ki je bil na nek način njegov sodobnik, ne? In v Italiji seveda še imamo to obliko opere in seveda tudi bel canto. Vse v Nemčiji tako rekoč bel canto izgublja, nemška glasbena drama povzema tudi seveda obliko Singspiel ali pa muzik drame in tam ni več prostora za tisti bel canto, tisti italijanski bel canto, kjer imate seveda vi arije, arioze, velike duete in tako naprej. Ampak glasbena drama vedno bolj hodi po poti drame in vedno manj po poti opere. In ta razpad teh velikih glasbenih form je bil pravzaprav pričakovan že ob koncu 19. stoletja, vendar je 20. stoletje ponudilo res tisto temeljno noto, zato da se je to tudi zgodilo. Leta 1911 umre tudi Gustav Mahler, ki je nekako zadnji predstavnik velike glasbene ali pa koncertne simfonije. Kot veste, napiše prav tako kot njegov veliki vzornik Beethoven, tudi on napiše 9 simfonij samo, ne? 10 ostaja na nek način v skicah, ravno tako Beethovenova in Gustav Mahler, ki se ima tudi sam za nadaljevalca velikega Beethovena, sploh kar se tiče simfonične glasbe, vključuje seveda v simfonijo mnoge novitete, po vzoru recimo Beethovena, kjer je Beethoven končal v 9. simfoniji s svojim velikim zborom in solisti, vključuje seveda Gustav Mahler v svoje simfonije, zbor in soliste kot že skoraj del obligacije, to je del obligatornega repertoarja. Seveda gre naprej v smeri, kot smo govorili, že programske glasbe, v smeri novih kompozicijskih in drugačnih tehnik. To, kar se tiče simfonije, kar se tiče opere, pravimo, gre za razpad opere.
Glasbena drama dobiva popolnoma nove poudarke. V 20. stoletju se s tem razvojem velike odrske, spektakelske uprizoritve zgodi marsikaj. Tukaj imamo operna dela, ki več niso prave opere, nekatere koščke od njih smo že poslušali. Tu je Alban Berg, tu je torej njegov Vocek, tu so velike opere, ki nastajajo kot bolj glasbeni eksperimenti. Med drugimi imate v slovenskem prostoru imate od Marija Kogoja Črne maske, ki so opera, ki zaznamuje na nek način obdobje, v katerem je nastajala. In to je sredina 20. stoletja in je pisana v popolnoma sodobni, premišljeni tehniki in na premišljen način. Ste gledali, mislim, da dve leti nazaj, nekaj takšnega so bile uprizorjene. In verjetno vsi, ki ste to poslušali in gledali, se lahko strinjate, da gre za izjemno kompleksno, težko delo. Gre za delo, ki ga je pravzaprav celo neprijetno poslušati, saj tudi sama vsebina ni ravno prijetna, ne? Sama vsebina glih ni Verdieva Traviata, ne? Ampak tja so šle pač, ne, opere, in zato opere izgublja tudi svoj moč. Ob koncu 19. stoletja, čisto na robu rojevanja 20. stoletja se rodi nova umetnost, rodi se seveda filmska umetnost, ki pa glasbo povzame na en popolnoma svoj specifičen način, ampak o tem, kaj se tam z glasbo dogaja, je treba iti drugam poslušati predavanja. Ne tukaj, ker tukaj govorimo v bistvu bolj o glasbi in o letošnjih naših izmih, ne. Ti izmi nas zaposlujejo, ne. Zdaj, seveda, zadnjič sem spregovoril o romantizmu, romantiki, impresionizmu, ekspresionizmu, smo poskušali razumeti to impresijo in ekspresijo v glasbi in seveda te romantične težnje. Današnje srečanje me bo bolj zanimalo v smeri, kaj se je s temi težnjami, s temi izmi, ki so tam nastajali, dogajalo, v kaj so se razvili, kaj so bile te posledice ali pa ti odmevi teh glasbenih elementov, ki so bili seveda nastavljeni, kot sem že rekel, kot razpad nekih velikih form. Ko nekaj velikega razpada, je logično, da nastaja na drugi strani mnogo manjših elementov. In prav ti manjši elementi postanejo v glasbi strahovito pomembni. Zdaj, koliko je to dobro ali ne dobro, o tem bi se dalo sicer debatirati, ampak če pogledate pa, kaj se je glasba današnjega časa, to spravi, 21. stoletja sprevrgla, pa boste videli, da se vse umetniške smeri, vključno z glasbo, poskušajo časovno čim bolj pokrajšati. Torej, zato, ker bi lahko rekli, da današnji človek blazne hitrosti življenja, pač nima več časa za presedeti 3 ure v teatru in tamle se prepustiti enim teatralnostim, ne. Nima več časa prebrati, ne vem, 800 strani debele knjige, nima več časa, skratka, iti na razstavo 500 slik, ni časa, ne. In ta ni časa se očitno odraža v glasbeni umetnosti, ni časa glasbeni komadi dolgi minuto, 2, 3, ne, če je že dolgo 5 minut, no ja, se ga da malo pokrajšati mogoče, ne, radijske postaje vrtijo glasbene komade, pa če so malo predolgi, jih kar odrežejo, ne. Mislim, a veste, to opazovanje, ne, tudi recimo filmske umetnosti, opazovanje filmske umetnosti skozi čas je prav tako izjemno relevantno, ne. Začetki filmov so bili strašno impozantni, ne. David Warren Griffith je naredil svoj, recimo, leta 1915, oziroma 16, Rojstvo naroda, ne, Birth of a Nation, ne, je bil film dolg 3 ure pa pol, ne. Wagnerjeve opere so bile dolge 4 ure, 5 ur, to so mega projekti, ne.
danes mora film biti uro in nekaj, ne, zato ker že vmes potem že dobite 55 SMS-ov, kaj se je že zgodilo, ne. SMS je sploh takšna oblika, ne, povej na kratko, ne. Povej, čim krajše povej, samo s tolikimi znaki že pošlješ sporočilo, ne. Ker če je predolgo, kdo bo pa bral tiste dolge SMS-e? Vem, če imam jaz kdaj kakšne članke za napisati za kakšno revijo, ne, ki ni ravno strokovna in znanstvena, ne, mi uredniki ali pa urednice povejo, ne, to pa toliko znakov, lepo prosim, ne. Pa jaz rečem, pa čakajte, pri tolikih znakih jaz se komaj segrejem, jaz komaj začnem pisati. Ja, ne, toliko znakov imate in konc. Ja, zakaj pa sam toliko? Je zato, ker bo zraven ena velika fotografija, ne, in zraven bo pač to pisala. Pa jaz rečem, a lahko fotografijo malo zmanjšate, pa mogoče jaz dobim še 3 besede zraven, ne? Ja, ne, fotografija, veste, naša politika uredništva je tak, da mora biti toliko fotografije velike, da moramo, ne vem, toliko tretjin pokriti s fotografijami, ne, mislim, povej na kratko, ne, napiši na kratko, nariši na kratko, mislim, kot da nimamo več časa. Kot da je 24 ur zdaj drugačnih, kot je bilo, ne vem, pred 100 leti 24 ur, ampak jaz se ne predstavljam, ne, ker uro, ki jo je imel moj oče, pa stari oče, je še vedno kazali isti čas, ker pomeni, ure ne grejo nič hitreje, ne. Jaz ne vem, kam se potem ta čas zgublja, ali imajo ljudje občutek, da je treba pač v tej svoji šizofreni norišnici vse narediti v enem dnevu, zato ker ne vemo, če bo še drugi dan prišel. Vse to na nek način je logično, ne. Živeti je treba čim hitreje, ne. Ja, ker pa imamo občutek, da smo živeli 200 let, ne, če bomo tako hitro živeli, ne. V resnici smo jih pa bistveno manj, ne, ampak. No, in seveda, razpad velikih glasbenih form je prinesel na drugi strani pojavljanje krajših glasbenih form. 5-minutnih, 10-minutnih in tako dalje. Zdaj, to je seveda imelo za svoje posledice vsaj, recimo, koncertno dejavnost. Če ste šli nekoč na koncert, pa ste poslušali en koncert, ne, pa ste šli potem domov, morate danes iti, če bi hoteli v istem času uživati cel koncert, najmanj na 3 koncerte, ne. Zato, ker so koncerti dolgi, ne vem, 20 minut samo. Koncert za klavir sodoben 15 minut, ne. In pol morate 3 slišati, zato da 1 ura mine, ne. O tem govorim. In jaz vam povem, da tudi opažam pri študentih, isto opažam. Recimo, za njih je koncentracija poslušanja nečesa 15-20 minut maks, ne. Po 20 minutah že vidim, začnejo že tam po svojih telefonih nekaj iskati, okoli že zehajo, se raztegujejo, se praskajo, ne, in ja, kdaj bo konc, na ure gledajo, ne na ure več ne gledajo, oni na telefoni gledajo, ker ure se več ne nose, ne, ker telefoni tisti opus magnum, ne, za življenje. Skratka, kar naenkrat je treba to čim prej narediti, ne. Ciklus od, ne vem, 40 predavanj, ne, recimo, kar rečejo, ne, ja, veste, mi bomo pa zdaj malo spremenili program, 40 predavanj smo vam skrajšali od 25, vi pač snov malo pokrajšate, malo hitreje povejte, dajte jim malo več domačega dela, saj boste isto vsoto obsega naredili, ne, samo v 25 urah namesto 40, oni bojo pa malo več doma delali, mes šmor. Doma glih tak ne bojo delali, ker doma nimajo časa delati, ne. Sigurno, ne, ker doma je treba pač biti na Facebooku, pa je treba biti, ne vem, da računali. Ni časa, ne, jaz vem, da ni časa, ne. Ni šans, ne. Skratka, no, to se dogaja, veste, ta razpad teh večjih figur, ne, večjih, ne. Mama, gremo na izlet, mama, ata, gremo na izlet, ja, kdaj, ja, v nedeljo popoldne. A bi lahko šli do poldne, pa smo do 12 nazaj. Zakaj pa? Ja, zato, ker bi, ne vem, kaj zvem kaj. Kam ta občutek, seveda, kam ta občutek gre? Zdaj, če se vrnem k razpadu form in k temu, seveda, da so ljudje bili pripravljeni konzumirati, seveda, krajše skladbe, bolj koncentrirane skladbe in tako dalje, je imelo seveda na nek drug način imelo tudi svoj pozitivni učinek, ne? Zakaj? Zato, ker ste lahko v krajšem času konzumirali več skladb, ne? Niste poslušali ene skladbe 15 minut, ne? Ampak ste v 15 minutah slišali 5 skladb različnih lahko, ne? Seveda je to imelo tudi pozitivni učinek na komponiste, ki so bili po možnosti plačani po skladbah, ne? Ker so za 3 skladbe dobili sigurno malo več cvenka, kot za eno od 15 minut, ne? In ima tudi neke pozitivne učinke ta stvar, ne? Čeprav, veste,
na koncu, ko potegnete pa črto, pod nekimi učinki, temi negativnimi, pozitivnimi, pa potegnete črto, pa začnete meriti, pa zmerite, da sicer ima ene in druge, ampak da je ponovadi negativnih učinkov več. Ne. Potem se pa vprašamo, ali ne bi potem bilo bolj pametno neke stvari obdržati, pa tak in pol ugotoviti, pravzaprav, da poti nazaj ni, ne. Da je samo pot naprej in v umetnosti se pravzaprav to izkaže včasih za zelo žalostno nadaljevanje, ne? Včasih za zelo žalostno nadaljevanje, ker umetnost je pač nekaj, jaz tako rad rečem, tudi moj študent rečem, dosti rad, ne? Za umetnost, dragi moji, se je pač treba vzeti čas. In pol mi rečejo, ja, pa kaj naj pol pred eno sliko stojim 15 minut, kaj da si vzamem čas? Ne gre za to, da ste pred sliko 15 minut, gre za to, da si vzamete, ne vem, 5 ur časa. Jaz rekel, 5 ur reče študent, da stojim pred sliko, pa jo gledam. Ne. Sliko lahko gledate 5 minut. Sam 4 ure pa 55 minut si pa vzamete časa, da naštudirate, kaj je na tej sliki. Da si kaj preberete o tej sliki. Da se pozanimate, kaj je na tej sliki. Da znate nekaj povedati o avtorju te slike. Da razumete obdobje te slike. Mislim, zato si pa vzamete 4 ure in 55 minut, sliko pa pogledate v 5 minutah. Prav. Če pa pridete pred eno sliko kot tele, pa tudi, če boste gledali 1 uro noter, ne boste nič vedeli. Ker si pred tem niste vzeli časa in do tem jaz rečem, za umetnost si je treba vzeti čas. Ampak ne samo, da jo žvekamo, pa konzumiramo, ampak si treba vzeti čas pred tem. Zato sem jaz toliko vesel, da si vi vzamete zame čas pred tem. Potem pa jaz pustim 2 minuti enega posnetka. Ne? Ampak gledajte, ker si vzamemo pred tem čas, ker predtem neke stvari razmislimo, kot ste danes lepo rekli, ne, poslušamo in mislimo glasbo, ne? Ker jo predtem razmislimo, ker jo znamo umestiti, ker vemo, kaj bomo poslušali in zakaj je to, kar bomo poslušali takšno, kot je, potem poslušamo 2 minuti. Če tega predtem ne naredimo, ne, vam jaz lahko tisti 2 minuti vrtim cel popoldne. Pa ne bo nič od tega, razen da boste rateli živčne, me poslali nekam v 3 krasne, da boste rekli, ta je tako malo pilli, ampak ne, zato si je za umetnost treba vzeti čas. Ne. In veste, ene stvari se pač ne da drugače. Ne. Sej, lahko pa mirno rečemo, ali pa rečete, mene to ne zanima, imam reč fuzbal, mene to tudi ne zanima, grem reč na sprehod. Tudi jaz grem reč na sprehod, sploh ni noben problem, ampak na sprehodu se da tudi ene stvari misliti. Ne. Ker tisti, ki grejo sam na sprehod, jaz se že sprašujem dostkrat, ne, pa gremo malo na sprehod, ja v redu. Kaj pa bomo? Ja, na sprehod gremo, ja in? Da se ne bi malo pomenili, malo premišljevali na sprehodu, ne, vse to se da na sprehodu delati, vse sprehod je nekaj izjemno krasno. Nekoč so se ljudje sprehajali, so se pogovarjali, še celo učili so se tako, ne, da so bile celo filozofske šole, ki so med sprehodi se pogovarjali tako, ja, in so sprehod smatrali kot eno obliko dejavnosti, ne. Ok, dobro, vidite, kak lepo stvari. Spravi, danes želim seveda spregovoriti o romantizmu in o tako imenovanem neoromantizmu. To ne zamenjati za revmatizmom, prosim, ker tisto se spada drugam, ne. Čeprav včasih, če zelo na hitro rečete, ne, romantizem pa revmatizem se sliši zelo podobno, ne. Sam ni, ne, dejansko, ne, ona druga stvar z umetnostjo, kaj dosti nima. Je pa verjetno res, da so umetniki imeli kakšen revmatizem. Sigurno, ja, po mojem že, ne. Še v prejšnjem stoletju bolj kot v tem stoletju, ne. Ampak zaradi pogojev dela. Svoje dan želim predvsem o tem govoriti. No, in pravim, da bolje razumemo sodobne umetniške smeri, je včasih dobro, da se zazremo torej v preteklost. Ne. Če hočemo razumeti vnuka, je dobro pogledati, da je bil stari foter. Ne. To je pač na nek način dedna zasnova in v umetnosti ni čist nič drugače, veste, čist nič drugače. Samo nekateri umetniki današnjega časa, mislim, umetniki, če bi to zapisal, bi dal v narekovaje ali pa bi dal v pošel v tisk, ne. Ker dan se umetniki kar rojevajo, ne. Ker, mislim, jaz tudi slišim, ne, tak, recimo, kakšne starše, ki znajo tako povedati, ja, moj sina pa čaka, je pa umetnik, ja, res, mislim, star je sicer 11 let, zakaj pa umetnik? Ja, zato, ker zna, jaz ne vem, kaj že početi. Pa to nima z umetnostjo nobene veze, ne. Mislim,
Se lahko tudi samo, da se mu je ponesrečilo, zato že ni umetnik. Ne. Ja, pa to je bilo, veste, zanimivo je to enkrat na razstavi Pablo Picassa. Ne. Zdaj, vsi poznamo Pabla Picassa, kot tiste slike njegove, kar ne veš čisto točno, kak jih naj obesiš, dokler se ne podpiše, da veš, kje je spode. Ne. Ampak je naredil enkrat eno takšno zelo svojstveno razstavo s temi svojimi idladami. In eno od teh, recimo, ne vem, kritikov ali pa ocenjevalcev, pa kakor bi rekli, stopi do Pabla, ne, pa pravi, ampak ta slika, ne, takšno sliko bi znala od moje včerka narediti, ne, se popaca malo platno, pač, pa je to, ne. Tako da to, kak lahko reče, da je to neka umetnost. Moja včerka ima 5 let, pa bi to tudi spacala skupaj. Veste, gospod Pavlo pa ga je pogledal, pa je rekel, ja, zanimivo, ne. Zakaj pa tega še ni naredila do zdaj? Zakaj sem pa moral jaz to narediti, če bi ona to že naredila? Če ste tako prepričani, da lahko naredi, zakaj pa ni? Ne? Saj, pa naj naredi, pa prinese sem sliko, pa jo bomo pogledali, pa bomo videli. Ne? Mislim, veste, to hitro se reče danes, da je neka umetnost. Ne? To se strašno hitro o umetnosti govori. Predvsem se govori o umetnosti takrat, ko se stvari ne razume. Ne? Pa se reče, to je pa takšna umetnost, da ne razumem. To spravi, če ne razumem, je umetnost. Ne? A jaz vam povem, da ni vedno tako. Ni, sigurno ni. Ampak, da bolje razumemo sodobne umetniške smeri, je včasih dobro, da se zazremo v preteklost. In tokratni izem, če govorimo o tem, bo nadaljevanje najbolj popularnega nekega umetniškega obdobja romantike oziroma romantizma in njegovega prehoda v modernizem. Ne? Zdaj vidite, od tega romantizma v modernizem. Ne? To je tudi eden od teh izmov, ki pa postane tam že po enih 40-50 letih prejšnjega stoletja, postane pa skoraj da izmično neobvladljiv. Ne? To se pa vsak drugi dan rojevajo novi izmi že lahko. Ne? Vsak, ki nečesa ne zna, izumi svoj nek domač izem, ne? In reče, to je pa moj izem, ne? To je pa moj stil. Ne? To še najboljše, danes se še najboljše govori o stilih. Ne? Umetnik ima svojstven stil. Ne? Recimo, ne zna, ne? Nič ne ve o tem, nekaj naredi in to je njegov osebni stil. Ne? In zdaj v tem osebnem stilu je seveda neulovljiv, ne? Zato ker nihče nima tak istega neznanja, kot ga ima on. Ne? In s tem istim neznanjem lahko naredi samo to isto izmično osebno stvar. Ne? Tako da, zato je unikat, ne, tistega njegovega izma, ker izhaja pač iz te nevednosti. In seveda ta izem se pa kupuje, ne? Se pa dostikrat prodaja in kupuje. Zakaj? Zato, ker na drugi strani pa ni potrošnika, ne, ki bi vedel, da ta izem, njegov osebni, izhaja pravzaprav iz nepoznavaizma, ne, iz neumnizma, ne, ker ne ve, ker potrošnik ne ve, zato pač to kupi, ker je pač danes vsaka stvar, tudi glasba, tudi ne vem, roman, karkoli, je blago potrošnje. Kupite, ne? Kupite pa maste, ne? To spravi, gre za ta čist kapitalistični princip imetja nekega blaga, ne? Kupim, ni problema, kupim to, kupim tisto, pa imam, ne? In ker potrošnik, rečemo, ne ve, ne, pač verjame, ne vem, reklami, verjame, ne vem, napovedniku, spotu, plakatu, nekomu, ki to ponuja. Vse to je bilo, gledajte, če ste kdaj gledali, moj oče namreč imel rad westerne, ne. Njemu bi bila omiljena filmska zabava. Ne. In v westerni, če ste kdaj pač gledali, ne, se pripelje nek tak zrumplan voz v neko vasico, ne, in tam stopi nek možak ven, ljudje se naberijo na trgu, se začne treti, jaz pa imam tu čudežno zdravilo, ne, pravi, to bo pozdravilo vse vaše bolezni, vse, pravi, no, ker poskuste, ne, pol je tam nekdo, ki je na pol hrom, se preplazi, ne, spije z tiste flaše 2 požirka, mater, ded vstane, reče, še kol nis ne bodo, od koraka ven, ljudje zdorijo, ne, in kupijo tiste flaše, ne vem, razrečenega šnopsa in on se spakira tisti svoj voz in gre v stran, ne. Ja. Kak je možno, da tisto on spil, pa on shodil, pa kak je to možno? Seveda, ker sta ta 2 prijatelja bila, ne.
ker on prišel 3 dni prej v tisto vas, ko je vedel, da bo njegov prijatelj prišel tja, se dela ogromnega, on je prišel, tisto flašo dal njemu za spit, on je seveda vstal končno po 3 dneh lahko, ne? Vsi so nakupili tisto flašo, dobila sta se 20 km ven z mesta, sta se razstavljala denar, pa sta šla v novo mesto, ne? Mislim, ne v novo mesto, mislim v drugo mesto, ne? Nisem hotel reči novo mesto, ne? Pa v Metliko, ali ne? Drugo mesto, pardon, ne, prosim. Tak je to in seveda ljudje, ki niso vedeli, so verjeli onemu, ki je shodil, ki je spil tisto s flaše ven, ne? In so seveda vsi kupili, vse danes je, dragi moji, isto. Popolno isto, samo druga oblika. Danes preberete pa na internetu, na vašem telefonu, danes pogledate plakate, preberete, jaz ne vem, v poročilih vidite, slišite po radio, čisto isto. On je shodil, tisti vidi, tisti razume, tisti nekaj, če se. Samo vi kupite to. Ni problema, mislim, zobje vas bolijo, želodec vas šraufa, jaz ne vem kaj. Samo popijte to, pojejte to, zobje si pa umite s tem. Zdaj, mi imamo rešitve za vaše probleme, ne? Ker kdo pa je, zdaj pa tak, ne? Tu vas je kar ne? A lahko kdo dvigne roko, ki nima težav, ki nima problemov, zdravstvenih, ne vem, kakršnih koli. A? Nihče ni dvignil, ne? No, vidite. In zato, ker jaz, če bi bil seveda nek mojster prevar in kapitalističnih idej, ne? Bi sam naštudiral, ne? Seznam, kaj vse ljudem današnjega časa manjka. Kjer so problemi na vrhu, ne? Top 10, pa potem drugi 10, ne? Top 10 problemov, tako jih najdemo, ne? Finančne, une, tretje, pa par zdravstvenih, pa jaz pa najdem zdravila za to, ne? Ni sploh ni noben problem. Zdravilo za to, za finančne probleme so vlaganja v naložbe, v, ne? Kakšne zadeve, za vaš, ne vem, kaj pa vem, reumatizem, imamo, ne vem, une trakove, pasove, ko si jih zvežete, jaz ne vem, kje vse, pa takoj pomagajo, ker vidite na televiziji, da pomagajo vaši problemi, če imate psihične probleme, imamo tudi rešitve, sploh ni, vi sam povejte, kje probleme imate, mi imamo rešitve že kar naprej pripravljene, ne? Funkcionira. Pa tudi drago ni. 99,99 imate za plačati, ampak finta je v tem, da tudi popust dobite 2 komada, če kupite enega, tudi popust dobite, zakaj? Zato, ker tudi, če popust dobite, pa tudi, če vam 2 komada dam tistega, pa tudi, če ne vem, kaj še vse naredim, jaz še imam vedno tak profit pri tej zadevi, da glava peče. Pa ne profit zaradi vas, ker ste to kupili, ampak profit zaradi 10 000, ki so to kupili. Pa če pri vsakem, kar prodam za 30 €, imam 1 € profita, boste rekli, pa to se ja ne splača. Seveda ne, pri 10 000 pa se. Jaz moram samo 10 000 prepričati. Pa samo 1 € profita. Jaz ne rabim 50% profita, kot je bilo nekoč, ne? Ali pa 60%. Jaz rabim 1 € profita, pa imam. To je ta današnji čas, tudi, če sem prej rekel, razpad velikih form in hitrosti življenja, ne? Ta hitrost življenja, dragi moji, v bistvu s tem povezana. Vi nekaj kupite, imate, uporabite, vržete, ker greste po novo. In v tem uporabi, zavračanju, kupovanju novega, je tam stroj, ki ta profit vrti. In spet vrti profit pol evra, 1 €, ne? Ampak ker vrti v toliko 1000 primerih, se seveda na koncu račun še kako izide. Še kako izide, ne? To je ta modernizem. Ok. Seveda, premislili in poslušali bomo seveda, kaj pravzaprav to obdobje pomeni. Ker to je obdobje, ki ima nek poseben pomen. Kako se je v njem spreminjala glasba po vsebinski, oblikovni in formalni poti. To so zdaj 3, recimo, dost pomembne kategorije, o katerih je treba premišljati, ko premišljujemo o sodobni glasbi. Za nazaj se mogoče toliko ljudi niso s tem ukvarjali, ne? Vsebinsko so vedeli, kam kaj spada, ampak oblikovna in formalna plat jih je pa vendar nekoliko manj zanimala, zato ker jih je bolj zanimalo, kako bo to umeščeno pravzaprav v publiko, kako bodo ljudje to poslušali, zakaj. Zato, ker ljudje seveda niso imeli televizije, radija, gramofona, CD-ja, telefona, kaj zdaj in kaj, kjer so svojo muziko lahko si odnesli v žepu domov. Pa si dali slušalke gor, pa so jo poslušali. Ne, če ste hoteli slišati glasbo, ste šli na koncert, ker je samo tam bilo možno slišati, ali pa pleh muzika, ki je hodila po mestu, pa je nabijala, samo tam je bilo možno to slišati, doma ni bilo možno to slišati. Težko si je mogoče v današnjem času, kjer je
preveč možnosti to predstavljati, ne? Da tega ni bilo možno slišati, kar pomeni, da je glasba imela zagotovo tudi neko zbliževalno, socialno funkcijo. Imela je funkcijo pravzaprav združevanja ljudi. Imela je to funkcijo, da se je tu in zdaj nekaj dogajalo. Nekdo je nekaj izvajal, Chopin se je usedel za klavir in je igral. A veste, Chopina ni bilo možno posneti, pa si ga domov odnesti, pa ga poslušati kadarkoli, kot je danes to možno. Ne? Mislim, to sem jaz imel eno tak dost ostro diskusijo nekaj časa nazaj, ker jaz vsake toliko igram kakšne neme filme. Ne? In zdaj nazadnje sem igral v Domžalah, recimo, in znotraj enega abonmaja. Sta bili dve predstavi nemega filma. In smo se tam pol pogovarjali in je nekdo rekel, jo, to bi bilo pa zanimivo, če bi to posneli, pa bi to lalala, pa sem jaz rekel, ne, jaz ne dovolim tega posneti. Ja, pa ne, jaz nočem, zato ker jaz hočem, da je to, da se jaz sedem za klavir, pa 1 uro in pol igram, da je to enkraten dogodek. Žal, tisti, ki ni bilo na tem dogodku, pač tega niso slišali. Smatramo, da so dogodki, gotovi dogodki, pač samo enkratni. Ne moramo imeti potem še posnetek na YouTubeu, pa še posnetek doma, pa še na 3 pločkah bomo to izdali, pa še ne vem komu bomo to naredili, zato da bomo tja prenesli, zato ker ni imel časa tisto uro pa pol se svoje riti prenesti nekam. Ne, to je pač enkraten dogodek. Ne? In ta enkraten dogodek je bil samo tam in konc. In ljudje, ki so bili tam, so ga izkusili, smo si rekli, lahko noči nasvidenje. In ti ljudje so lahko drugim povedali, ti veš, koliko je bilo pa fajn, ali pa ni bilo fajn, ali pa kak je bilo, in bojo ti drugi ljudje drugič rekli, ti, mene bi pa to tudi zanimalo. A veste, to je ta socialni moment glasbe. In jaz ne podpiram, v osnovi ne podpiram tega, da je eksploatacija glasbenih vsebin pravzaprav na milijone in tisoče albumov in to, da nek pevc ali pa pevka danes izdaje en album in se pohvali, da ga je prodal v 3 milijonih izvodih, jaz to ne podpiram. Pa ne zato, ker bi mu bil fovš, ali pa bi bil fovš, da 3 milijonih proda nekaj, pa zaradi mene lahko, ne. Ampak ta eksploatacija glasbe izgublja tist moment združevanja glasbenih vsebin, izgublja to. In to je seveda na nek način spet glasba. Glasba združuje ljudi. Ampak to pa lahko, dragi moji, opazujete na, recimo, res na koncertih, ki se v živo dogajajo. Koliko so ljudje tam znajo biti drug do drugega strpni in poslušati in se družiti in ne vem, kaj še vse početi. Rumeni, zeleni, črni, rjavi, visoki, debeli, suhi, neumni, vsi so tam, so ena sama publika. Res, da jih je včasih tudi na teh pop, rock, koncertih tudi tisoče. Ampak so ena publika. In nič se eno, odkot, kdo, kaj, ena sama publika. In to je združevanje. In to je nekaj, ali pa to je en učinek, to je nekaj, kar lahko naredi pravzaprav samo glasba. Ima to moč, ne? Torej, vsebinska, oblikovna in formalna plat. Poznavanje le tega nas lahko pa pripelje naprej v smeri neoromantizma, to je neoromantike. Ta neo nima nobene veze z neotom, ne? Neo spada drugam. In imenovane tudi nove romantike, temu rečemo tudi nova romantika, ki se pa skoraj nevidno povezujeta z modernizmom in se skoraj končujeta med obema svetovnima vojnama prejšnjega stoletja. To je tu not se ene stvari zgodijo. Ne? Zdaj, jasno je, ob koncu, če sem rekel 19. stoletja, začetku 20. in potem do sredine 20. stoletja, ko se te obe dve noriji, svetovni noriji na nek način končata. Na nek način končata. Čeprav, ali sta se res končali, se lahko pogovarjamo, ampak na nek način se pa končata. Se tu z umetnostjo zgodi marsikaj. V 50 letih prejšnjega stoletja je umetnost bila raztrgana, je bila skoraj da uničena, je bila na kolenih, ravno zaradi tega, ker je bil svet na kolenih. In jaz se bojim, res prav osebno se bojim, da je svet spet pred enim velikim, norim prepadom. Ne zato, ker se stvari samo zdaj tukaj v Grčiji, če hočete, pa v Italiji dogajajo, ampak zato, ker če opazujete celotno kroglo, boste opazili, da se na celotni krogli dogajajo nove stvari. In zelo težko je danes reči, kje je še prostor za umetnost kot takšno. Lahko rečemo, ok, je prostor za umetnost, da, ne vem, zapolni
veselje ljudem, da prinaša zadovoljstvo, ampak umetnost sama na sebi ima tudi to nalogo, ima tudi to za početi, ampak umetnost je vendar nek širši model razumevanja sveta kot nekaj, kar dela svet drugačen, kar dela svet mogoče boljši, lepši. In vedno manj ljudi je seveda pripravljenih stopiti v ta drugi del. Ne. Mi tolikokrat se na tla mečemo in rečemo, Ministrstvo za kulturo ne da denarja, ne da tisto, ne da ono, belo. Ampak pol pa, ko obrnemo to okrog, pa vidimo, da je to logično. To pravzaprav logično, ker današnji svet več kulture in umetnosti kot takšne ne potrebuje. Kdo pa še to potrebuje? Ko ste rekli, pa vse. Fajn je, da obstaja, ne vem, simfonični orkester, pa da obstaja opera in balet, pa da obstaja to, ok. Ampak jaz vam povem, če boste prešteli na peščico ljudi, ki to konzumirajo, boste videli, da je tega tako malo, procentualno tako malo proti recimo drugim elementom, kjer se pa denar zliva not v kufrih, boste videli, da je ideja kapitalizma samo ena in to je iz nekaj denarja narediti še več denarja. Tukaj v umetnost pa v kulturo boste pa ugotovili, da tudi če gre nekaj denarja ven, ne pride kaj dosti, mislim, pride ga manj. To je krava, ki da bistveno manj mleka, kad ste vi v njo dali trave. Zaradi tega je tudi problem, če rečemo, ustvarjalni problem. Ogromno umetnikov, ljudi, ki se danes ukvarjajo z različnimi umetnostmi, ne samo z glasbo, s slikarstvom, z ne vem čim še vse, pa so umetniki, so končali akademije, torej imajo akademske izobrazbe, bi lahko rekli, vejo, kaj delajo, ob tem, da delajo neke umetniške stvaritve, delajo popolnoma takšne stvari, da vas res glava boli. Ne? Zakaj? Zato, ker imajo položnice za plačati. Delajo noro, ampak to se je že pojavljalo. To se je že v 50-60 letih pojavljalo. A se spomnite, tolikokrat se jaz rad vrnem recimo k enemu komponistu, ki mu je bilo ime John Cage. Se spomnite. Toliko ste se smejali fino, ne, ker sem vam pokazal tiste 4 minute 33 njegove tišine, ne, pa pokazal sem vam tisti koncert z vodo, ko je tam vodno račko imel, pa ne vem kaj še vse. Dobro, ampak on je mislil glasbo na en svojstven način, on je bil komponist, on peljal je glasbo v ene posebne vode in to so 50. leta, ko razpadajo umetnosti. On je zato, da je živel, da je položnice plačeval, bi danes rekli, ne, je v enem hotelu, imel službo v hotelu in je prav posodo. On je posodo pomival. In so mu dostikrat rekli, pa čakaj malo, ti se lahko ukvarjaš z drugimi stvarmi. Pa on rekel, ne, meni je tako fino, jaz lahko pomivam posodo, jaz med tem, ko tisto posodo perem, razmišljam o stvarih. Jaz dobim ideje, jaz posodo pa perem, vse pa meni prati posodo, to ni neko veliko intelektualno delo. Medtem, ko jaz to počnem, jaz pa intelektualno ustvarjam popolnoma nekaj drugega. Pa govorim o 50 letih prejšnjega stoletja. Pa jaz vam povem, da po 60 letih danes je vedno bolj to aktualno. Če boste govorili z ljudmi, ki se ukvarjajo z umetnostjo, takšno ali drugačno umetnostjo, boste ugotovili, kaj vse oni počnejo ob tem, zato da položnice plačajo. In segment umetnosti, kako majhen je tisti z recimo finančne plati, z tiste preživetvene plati. Danes ne more umetnik prodati slike za, ne vem, 20.000 evrov. Ne more prodati. Ko mu bo pa trava pognala, ne, pa ko bo 6-krat prekopan, pa se ne bo več vedelo, kdo je, pa te slike ne boste mogli kupiti, ker bo toliko vredna. Pa se boste po glavi tepli, zakaj vaša prababica te slike takrat ni kupila, ne? Ker bi danes bila v vaši lasti, pa bi imeli, ne vem, milijone. Mislim, to je ta umetnost, veste, na dolgi rok, na nek dolg rok, ne, in to je, zdaj, kaj je boljše, ne, sej, Van Gogh, ne, veste, da v svojem življenju ni prodal niti ene slike. Ker je noben hudič ni hodil kupiti tiste slike, ja, kupoval mu jih je brat, ne, Teo, ne, Teo mu je kupil slike kao, ne, je rekel, ja, ker Teo je imel, če poznate zgodbo, Teo je imel galerijo, ne, in je rekel, ja, jaz bom izobesil tvoje slike, jih bom prodal, pa mu je pošiljal neki denar, da si je on lahko kupil tubo barjo, ne, da je lahko nekaj spet na sliko in tak dalje. Ene slike ni prodal, ko je umrl Teo, pa ko je Teo umrl, pa Vincent je tak pred njim umrl, ne, so šli v tisto galerijo pogledati, slik ni bilo, so šli na podstrešje, so bile vse slike tako lepo zložene, so bile njegove slike zložene.
Danes, ljubi moji, ne morete kupiti ene slike. Ne morete kupiti, mislim, jaz ne vem sicer, kakšna je vaša finančna pozicija in moč, mogoče je kdo lahko, ampak probajte, no. Probajte eno malo sliko od Van Gogha kupiti, pa boste videli, koliko nič je od zadaj, ne. Toliko umetnosti, ne, tako da stvari so, veste, pač tak, ne. No, romantizem in neoromantizem seveda ima ta 50 leta tudi na svojem računu, ne. Pravimo to, da vzpon nove romantike se zgodi, ta neoromantični moment, leta 50, predvsem v polju evropske popularne glasbe. Nekaj se pa v popularni glasbi nekaj zgodi, ki ta pa se trenutno oprime vsega, kar je 19. stoletje nekoč že ponujalo. Nekaj se tista resna, če tako rečem, ampak ta resna, razumite, prosim, malo narekovaj, ker ne gre za resno pa neresno glasbo. Gre pač za recimo to glasbo z nekimi umetniškimi pridihi, in za tisto popularno glasbo. Popularni se bom vrnil ravno zato, da malo nekaj povemo o tem. Sta se popolnoma rešli in je popularna glasba, tale glasba, je dobila seveda nek nov polet. Zakaj? Zato, ker se je interes kapitala, ki je takrat bil v koncertnih dvoranah in tako dalje, se je preselil. Zakaj pa se je preselil? Preprosto zaradi tega, ker je začela obstajati industrija glasbe, ki je bila sposobna glasbo zapisati, ujeti na nek medij. Na nek medij, ki ga vidite tukaj na sliki. Ploščo. Najprej, vse veste, je bil ton posnet na nek valj. Na valju je bil in pol je tisto kreščalo in škripalo in ne vem kaj že vse. Samo toliko, da so ugotovili, da se to da, da se zvok da ujeti. Potem so pa iz tega valja, če vi valj sploščite, valj, ki je bil prej tak, pa je imel glasbo zapisano v špirali, pa je tisto krampalo, se je vrtelo, pa se nekaj slišalo, če vi to sploščite, pa obrnete, dobite ploščo, ki je še vedno v špirali, glasba je še vedno zapisana, če tako rečemo v špirali, s tem, da je zapisana glasba na plošči od zunaj na vznot, če se spomnite gramofona, ste nastavili iglo na zunanji rob plošče, in potem je seveda špirala šla dol, in ko je prišla do konca, je naredilo klik, pa se je igla spet, če ste imeli seveda tist modern, avtomatski, se je igla vrnila, če ste imeli pa še bolj avtomatskega, pa je naslednja plošča padla dol, pa je spet igla, skratka, okej. Današnji CD, glasbeni audio CD je pa obratno, ima pa glasbo zapisano, še vedno v špirali, ampak jo ima pa zapisano iz sredine navzven, to se pravi, laser bere, CD se še vedno vrti ko plošča, samo laser drsi pod ploščo na spodnji strani in bere od znotraj navzven. Ampak še vedno je princip isti. Zakaj? Ker glasbena industrija je ujela glasbo in popularna glasba je šla točno v to smer. Ni noben problem, mi bomo zaigrali, vi posnamite, prodamo v 100.000 izvodih. Zakaj? Zato, ker je ob tej glasbeni industriji plošč je začela obstajati tudi industrija radiodifuzije, radijskih postaj. In radijske postaje so vrtele glasbo. To še danes počnejo. Če pa poslušate, se danes še cufajo, koliko procentov jo morajo vrteti, ali 20, ali 25%, ali 60%, ali ne smejo tistega, pustimo to norost pri miru. Ampak, torej, primarno se je vrtelo glasbo. Seveda, vsi ljudje tistega časa niso imeli denarja, da bi doma imeli gramofone, pa plošče kupovali, pa vse te stvari, so pa lahko poslušali radio, In potem so šli in so prosili na radiju, zavrtite mi to pesem, ob tistem času. Seveda je bilo za to potrebno, ni noben problem. Radijske postaje so to rade počele. Kaj? Follow the money. Idi tam, ko je denar. Ni problem. Vi mi daste 1 evro, jaz vam zavrtim komad. Komad, ki traja 3 minute. Prav. 10 komadov prodam, sem zapolnil 30 minut. Jih prodam še 10, sem zapolnil 1 uro. Sem pa pokasiral, 20 evrov na uro. 10 za prve pol ure, pa 10 za druge pol ure, pa ste mi samo 1 evro dali, da se je vaš komad vrtel na radio, za našega ljubega Ateja, ki praznuje danes 100 let, pa zavrtite mu to in to skladbico in vsi poslušamo za našega Ateja ob 100-letnici. Seveda, vi ste pa to plačali. In radijske postaje so ugotovile, da lahko dobijo 20 evrov, recimo 20 evrov na uro, pa nič ne delajo drugega, kot to, karkoli že delajo. Vrtijo glasbo. Samo zdaj so pa pripravljeni ljudje še plačati za to, da oni vrtijo glasbo. Zato, ker vrtijo glasbo po vaših željah. Vi se samo
samo povejte, kapitalist že ve vnaprej, kaj si vi želite in vam že željo izpolni. To skladbo ni dovolj problem, pokličete, danes lahko pokličete, SMS pošljete, danes lahko, ne vem, pomislite po mojem že, pa vam glasbo zavrtijo, ne? Ampak ni dovolj problem. In tu se zdaj nabira seveda ta kapitalski princip. Zato pa je v popularni glasbi bistveno več denarja. Glejte, če nekdo danes naredi en uspešen glasbeni album z 10-12 skladnicami in se uvrsti na neko lestvico popularnosti, še vedno radijske postaje morajo nakupiti pravice, da lahko to vrtijo. Zdaj, če poslušalci in poslušalke pokličejo ali pokličete za to, da vam to vrtijo, je vaša stvar. Pa tudi, če ne, radijske postaje odkupijo pravice vrtenja. Če je ta album uspešen, to ni ena radijska postaja, ampak je nekaj tisoč radijskih postaj, ki odkupi te pravice. In se denar steče seveda avtorju in izvajalcu glasbe. Če vi naredite danes nek album, rečemo resne, ali pa koncertne, ali pa takšne glasbe, ne? Če vas ste srečo, ga boste prodali v 20 izvodih, ne? Če vas ste srečo, vas bojo vrteli pa 3 radijske postaje, ne? Kar pomeni, da si že s tem, ko ste šli tak album delati, ustvarite popolno zgubo, pa deficit. Kar pomeni, da morate zaprositi nekje za finančno pomoč. Tale moment, ki se je pa prodal v toliko tisočih, pa ne rabi finančne pomoči, ampak denar pobere. In zdaj seveda, ta popularni princip glasbe potrebuje, to je spravi tisti izvajalec, pa izvajalka potrebuje nov album spet naslednje leto, ne? Pa spet naslednje leto, ker mora vsakokrat položnice plačevati in kaj, vedno več jih mora plačevati, ne? Zato, ker vedno na širši nogi živi, ne? Ker en avto ni dovolj, mora imeti 4 avte. Jaz sicer vem, kako se človek 4 avti vozi, ampak ne? Jaz se z enim vozim, ne? Ker če bi imel še enega, bi en stal. Jaz ne morem se z 2 vozim, ne? Če se s tem vozim, se z onim ne morem, če se pa z onim, se pa s tem ne morem, kar pomeni, da moram samo en avto lahko imam, ne? Ampak moče vsak dan drugega, ne? Ali pa tega operem, pa že drugi avto, ne? Skratka, in ta popularna glasba je šla skupaj, kar pravim, z industrijo, glasbeno industrijo. In naenkrat je ratala industrija del umetnosti in umetnost del industrije. Zakaj? Zato, ker je v industriji možno stvar reproducirati. In glasbena, knjižna, umetniška, slikarska, kiparska, kakršnakoli umetnost je postala znotraj umetnosti reproduktivna. Če ste hoteli danes, ne vem, če ste hoteli videti nekoč Michelangelovega Davida, ne, ste se morali odpeljati v Firence, ne, pa si ga pogledati. Danes ga lahko kupite, takega velikega, malega, takšnega, lahko si ga kupite, unga velikega z gipsa, ni važno. Vam ga domov pripeljajo, zakaj? Ker je ga možno reproducirati. In glasba je skozi industrijo postala reproduktivna. V besedi reproduktivnost je skrita ena pomembna beseda in to je produkt. Reprodukt pomeni ponovni produkt, ne? Copy-paste. Mi imamo to, zdaj pa to naredimo še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, pa jih imamo tavžen. Van Gogh je na sliko samo ene sončnice. Eno sliko. Če to naredite kot reprodukcijo, vas lahko zaprejo, ne? Pa jo prodajate kot original. Ampak se danes delajo reprodukcije slik in piše spodaj reprodukcija, ne? Reprodukcija in jih ljudje imajo obešene doma. Reprodukcije. Ampak zakaj? Ker so dobre reprodukcije, boste tudi za njih plačali precej, ne? Lahko pa mirno kupite plakat, za katerega boste dali pa 2 evra. Pa lahko si ga daste tudi v okvir zaradi mene, ne? Pa si ga daste na steno, pa ko boste pogledali, boste rekli, to so pa Van Goghove sončnice. Pa človek, ki bo prišel, bo rekel, niso. To je reprodukcija, to je slika, fotografija tistih sončnic, ker tistih sončnic ne morate imeti, ne? In seveda, industrija glasbena je reproduktivna industrija, zato sem nam tukaj tudi ploščo pokazal. In seveda, eno največjih britanskih skupin, ne, ki je povzročila pravzaprav eno posebno gibanje, posebno manijo, ne, takrat v 60 letih potem, ne,
zaradi katere se je pravzaprav glasba kot takšna popolnoma spremenila. Okay. Naziv tega obdobja je tudi tako imenovan neokonzervativni postmodernizem. Ne? Zelo komplicirano, zelo kunštno povedano. Ne? Ampak kaj pomeni neokonzervativni? Neo pomeni ponovno. Ne? Ponovno konzervativni. Ne? To nima nobene veze s konzervatorstvom, pa ne s konzervo, ampak ima veze z konzervativnostjo. Ne? To spravi, šlo se je nazaj, iskalo se je, rečemo, neke vrednote. Neke vrednote. Postmodernizma, tistega modernizma, za katerega smo že mislili, da smo ga presegli. Ne? Povratek v nekaj nazaj z nečim, kar smo mislili, da smo že presegli. Ki kaže na vračanje v 19. stoletje in podpiranje konzervativnih pogledov na svet. Ljubi moji, tega imate pa dan danes znotraj, ne samo umetnosti, znotraj načinov življenja za nalopate. Vračanje v konzervativne ideje. Zakaj? Pravzaprav je ta stvar zelo preprosta. Zakaj? Zato, ker imajo ljudje večinoma, ali pa imamo občutek, da je v konzervativnosti, da so znana pravila igre. Vse je znano. Ve se, kaj se sme, ve se, kaj se ne sme. Ve se, kaj je moralno, ve se, kaj je nemoralno, ve se, kaj je etično, ve se, kaj je neetično. Ne smeš krast, ker ješ zapor. Ne smeš lagati, zato ker te logam. Ne smeš tisti. To so te konzervativne misli. In če gledate današnji svet, vidite, da pravzaprav, če bi šli nazaj v te principe, bi stvar delovala. Tisti, ki je lagal, so mu odrezali jezik. Tisti, ki je kradel, so mu odsekali roko. Tisti, ki ne kaj počel, so ga vtaknili v zapor, pa ne v tak zapor, da je imel not internet, pa poslo, pa televizijo, ampak nekam v klet dol, da ga je zeblo, pa je bil na mokrem, pa je bil čez 2 leti in. Pa boste rekli, mater kurja, če bi pa to začeli delati s vsemi temi, ki tu lažejo, kradejo nekaj, že bi pa mogoče bil red. Mislim, vsi se s tem strinjamo, je tak? Preprosto se strinjam, na kar pride seveda tukaj od zade, ne? Pride v taki velik prst in reče, veste, tu pa je od zade zdaj nekaj drugega. Kaj pa? Ja, je demokracija, pa je soden sistem, ne? Nobeno ne moreš tak soditi, dokler se mu ne dokaže krivda vsake prerere. Vse to vemo. Ampak to ravno je tisto, kar ljudje populus, ne? Kar množica pravi, da ni prav. Zato, ker se sodni procesi vidimo, vlečejo 25 let, pol pa zastara, pol pa ni nič od tega, pol se pa oni smejijo, pa imajo še vedno svoj denar tam na nekih otokih, milijarde, pa tako. Reče, pa mater, to je ta konzervativna miselnost. A ne bi šli pa malo oči stikali, pa jezike rezali, pa roke sekali. Pa bi bil naenkrat red. Ne bom rekel, kaj podpiram od tega, ne? Ker to ne bi bilo prav, ker to ni javni shod proti eni, pa navijanje za druge. Ne? Ampak to je ideja, ki ljudi vrača v nek moment, pa reče, Madonca, ne? Kak pa je to bilo možno? Bilo je možno. Jaz se spomnim moje stare mame, ki je hvalila stari cajt, ne? Kraljevino je hvalila, ne? Jugoslavijo, tako. Je bilo takrat fino, ne? Zdaj, mi smo že v teh letih, ko hvalimo Jugoslavijo, reče, kak je bilo v socializmu, fajn, ne? Mislim, današnja mladina hvali 90. leta, pa reče, kak je bilo fajn, ko smo se osvajali, ne? Mi se pa zaglavno živo verjamo, sam da tega ne bi naredili, ker je šlo takrat vse skupaj 3 krasnih. A vidite, ne? Vedno je za nazaj, pogled je pravzaprav nek pogled v neko boljše stanje. Zdaj pa seveda, stvar se da zelo preprosto tudi razložiti, zakaj je to. Zato, ker naš vele ne? Zna stvari tistega obdobja, ko pogledamo nazaj, in zna filtrirati. Zna pometati ven tisto, kar mu ne ustreza, in ohrani tisto, kar ustreza. In to je ta romantičen, temu rečemo romantičen pogled na nekaj, ne? Kak je bila naša mladost lepa, kak smo se znali igrati, pa razumeti, pa kak smo bili prijazni drug z drugim, Zato, ker smo že v vseh teh 100 letih od naše mladosti v stran, smo stvari že prečistili. Smo že nadeli vse različne filtre gor, smo že vse poradirali, kar ni bilo prav, pa lepega, pa ne vem kaj še vse. Pa smo rekli, ampak lepo pa je bilo, ne? Ni bilo tega, ni bilo onga, ni bilo vedno mesa, pa kruha ni bilo, pa za mleko smo vrsti stali, pa vozili smo par avtomobile, ne? Pa čakali s kankeljcami za benzin, ker ga ni bilo, ampak fajn smo se pa imeli, ne? Jaz vam povem, drek smo se fajn imeli. Fajn se je imela moja stara mama v Kraljevini, ker niso rabili avta, ne? Mislim, vedno je ta, ne, saj lahko to sami pri sebi preverite, res, da vam jaz ne solim pameti, ampak vedno je ta romantičen pogled nazaj. In neoromantika je ravno zato konzervativen moment,
Zato, ker poskuša ta romantični model potegniti v današnji čas, pluk, pa reči, aha, a ne bi mi to, kar je bilo takrat tako finega, odnesli tu sem. In bi zdaj vsi lepo živeli v nekem dobrem socializmu. Ne? Glejte, moj ata socialistični kulak film, boste videli, koliko lepih stvari je bilo tam noter, ne? Od krompira pa mošanček dalje. Ne? Ampak to je ta pogled, no zato pravim konzervativen pogled. Ne? No, in temu se je odločno oprla seveda mlajša generacija, kdo drug? Mlajša generacija komponistov in seveda glasbenih izvajalcev, ki so se hoteli izviti iz tega primeža pretiranega poveličevanja emocij. Ne? Nehajte vi piskati, koliko je nekaj lepo, pa takšno, pa strašno, pa pa ijo, pa Dajmo mi neko novo noto temu, dajmo mi to na bolj modern način povedati. Mislim, zdaj se seveda spet lahko mi konzervativno sprašujemo, če je ta modern način boljši od unega. Nekaj bomo ugotovili, da so naši načini bili boljši, ne? Kot so današnji načini. Ne? Ker danes se vabijo na zmenek študenti po Facebooku, ne? Nekoč pa si moral priti domov, pa imeti vrtnico v rokah, tako se tresel, ko si pri vratih pozvonil, ne? Pa si rekel, imaš cajt, pa če si imel srečo, ata ni odprl vrat, ne? Ampak je prišla mama, pa si mi rekel, a je vaša hčerka doma? Mislim, ker če pa ata prišel, pa je ata odprl, pa si tak vrtnico dal za hrbet, ne? Pa si gledal, pa je rekel, kaj pa je? Si rekel, jaz zmotil sem se. Je tak? Je tak, mislim, ja, zdaj pa se spet lahko vprašamo, kaj bi bilo boljše, ne? Ali se oni po Facebooku zmenijo, pa grejo v kino, ne? Ali pa bi le mulo prišel domov, pa pozvonil, da ga ata vidi, pa reče, s tem pa ne všla, ne? Kaj je to? In to je ta konzervativni moment, veste, ki se v naši glavi se nič ni spremenilo, nič se ni spremenilo, okej. No, kakor je bilo v mnogih okrogih pričakovano, pa se je neoromantizem po letu 1920 seveda ni obrnil nazaj v pretekli romantizem, ampak je nadaljeval v tako imenovan postromantizem. Včasih je imenovan tudi pozni romantizem, to spravi post ali pozni romantizem, kot neko nadaljevanje seveda Wagnerjevih velikih idej, opera in drama. Morate brati to njegovo knjigo. Zdaj je tudi prevedena, spravi so jo uspeli, en zelo velik entuzijast jo je uspel prevesti, opera in drama, je išla in se vda prebrati v slovenščini. In boste našli notri cel kup enih stvari, leta, opozarjam, 1851 je to napisano, to spravi pred 160 leti, če smo zelo natančni. Kajti gospod Friedrich Nietzsche je Wagnerju takrat očital neke stvari, megalomanstvo, pa skratka, cel kup nekih stvari, ona da sta se že šla takrat, ne, sta se pokregala. Ampak, ko pa pogledate, kaj je Wagner govoril o umetnini prihodnosti, ker on je prav imenuje umetnina prihodnosti, ne? In ta njegova celostna umetnina ali Gesamtkunstwerk, ne? Boste prepoznali, da on pravzaprav govori o umetnini ali pa o umetnostih današnjega časa. On govori o spektakularnem gledališču. Kaj pa je danes pravzaprav glasbeni dogodek, če tako gledate, kakršenkoli glasbeni dogodek, drugega kot nek spektakularen dogodek celo gledališkega značaja. Kaj pa je to? To je to. Nekoč, seveda, je šlo za glasbo kot takšno, se šlo pač poslušati Beethovnovo 5. simfonijo, pa 6. ali kaj takšnega, ne? Danes pa gre za spektakl. Pridi, gremo poslušati Beethovnovo slavno 5. simfonijo, Jaz se spomnim, 100 let nazaj, ravno prišli so en nemški orkester, je prišel igrati Beethovnovo 9. simfonijo, pa njihov zbor, pa tak dalje, ne? In seveda, en časopis me je poslal, pej to poslušati, pa napiši nekaj o tem, točno toliko vrstic, ker več nimamo za objaviti, ampak vredo. In tam noter je bilo ljudi, jaz vam povem, da so stali drug na drugem. Ampak jaz pa poznam, oziroma sem poznal, če tako rečem, glasbeno publiko. Polovico, več kot polovico od tistih ljudi sploh ni bilo glasbene publike. Ni bilo, oni so se prišli tja pokazati. Ker ko pride nemški orkester, pa zbor, pa Beethovenova 9. simfonija, je potrebno iti tja se pokazati. Ne glasbo poslušati, ni bila glasba prvenstvena, ne?
In jaz sem to napisal, potem pol so me seveda lovili eni s puškami okrog, ne? Ker sem pač napisal, da so si prišli prezračiti plašče, ne? Ker so smrdeli po naftalinu, ker koncert je bil po zimi, ne? In so iz omar potegnili pelcmantle ven, da so jih lahko pravzaprav prišli pokazati, ne? Jasno sem bil ostri do tega, ampak seveda sem bil ostri zato, ker mi je prebilo plafon, mi je varovalko ven odneslo, ne? Zaradi tega, ker te dni kasneje koncert, recimo z nečem drugim, bo pa tam 20 ljudi sedelo noter, pa nič več, ne? Dvorana bo pa ostalo prazno, ampak na 9. betonovo, vlak, pa je treba pelcmantle dati ven, ne, pa jih prezračiti. Kar pomeni, je spektakl. O tem je Wagner pisal leta 1851, dragi moji. Opera in drama. O tem je pisal. On je govoril o spektakularni umetnosti. On je rekel, ma puste vi zdaj že enkrat teorijo vaše umetnosti, pa teorijo muzike, pa kontrapunkte, pa harmonije, pa tak, vtaknite si jih nekam. Ljudje bojo rabili spektakl. In ničega je seveda popluval, ne? Ampak današnji čas je pa ta. Današnji čas pa je ta. Nekaj komponistov, ki se srečajo, ki jih srečamo v teh obdobjih, z teh, recimo, resnih vod, ne? Resnih, rečemo tam, teh koncertnih. Zagotovo poznate par imen. Scriabin, Aleksandar Scriabin, velik pianist, Giacomo Puccini, velik komponist opere, Maurice Ravela sem vam že omenjal, potem imate Sergeja Rachmaninovega, Richarda Straussa. Richarda Straussa smo poslušali, že sem vam ga kazal, tisti njegov znamenit uvod, tako je govoril Zaratustra, ki postane še bolj znamenit s filmom, ne? Od Stanleya Kubricka, ne? Tam, pam, 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 vse poznate. No? Sergej Prokofjev, recimo, velik skladatelj, javno, ampak zdaj vidite, kdaj so ti ljudje umrli, pravzaprav, gledajte, Scriabin 15, pa že 24, 37, 43, 49, 53 Sergej Prokofjev, to spravi, to ni zdaj več 300 let nazaj, ne? Dobro, tukaj sem izpostavil Franca Lista in Petra Iliča Čajkovskega, ki predstavljate v tem obdobju na nek način neko novo, neko posebno smer, ki je posegla z glasbo in z glasbenimi idejami preko svojega časa. Franc Liszt je ustvarjal stvari, ki so pravzaprav ratale pošteno popularne šele v 20. stoletju, umrl pa je pravzaprav 1886. Ravno tako Peter Ilič Čajkovski še dan danes, on je umrl 1893, še dan danes pravzaprav ni gledališke hiše, ki ne bi izvajala karkoli od njega. Ali je to, ne vem, Hrstač, ali je to Pikova dama, ali je to, skratka, ne? Ali so to klavirski koncerti znameniti številka 1 v B-molu, ali skratka, cel kup teh stvari, to spravi, odmevajo, ti ljudje odmevajo še v današnji čas in to je na nek način tudi značilno za to neoromantično ali pa neoklasicistično obdobje. Seveda, kar pa me tukaj zanima, je pa razvoj popularne glasbe, ki je pa se zgodil hkrati, ki je nastal tudi razvoj, seveda v tem popularne kulture in popularne glasbe, ki je nastal ob tem, kar pa je bilo definirano prav ob koncu 19. stoletja, tam se je začela že ločevati počasi ta popularnost, ne? In gre predvsem za odgovor nižjih slojev, če rečemo tak, na do umetniško višjih slojev, ne? Spravi, nižji sloji, ki niso imeli denarja, da bi prišli v operne hiše, v koncertne dvorane in tako dalje, so začeli seveda izvajati svojo glasbo, popularno glasbo nižjih slojev. Zdaj pa zakaj rečemo popularna glasba, ne? Kaj bom pokazal? Ker gre dejansko za neko novost in neko drugačnost, čeprav se sredi 50 let prejšnjega stoletja pojavi v Evropi veliki naslon na uvoženi glasbeni obliki, ki sta blues in rock and roll. To sta pa v bistvu obliki, ki izhajate iz Amerike. Ameriške obliki, sploh blues. Blues prihaja iz od črncev, to spravi od besede blue. Ampak blue nima veze z barvo, ampak ima veze z melanholijo, z žalostjo. Ne? Zapomnimo se to besedo, ki je bila uvožena v popularno glasbo Evrope. Zdaj pa zakaj? Ker v popularni glasbi gre za smernice, ki jih najdemo v vzporedni glasbeno resni umetnosti, ki pa so navezovanje na neko urbano, ljudsko in etno izročilo. Bartók, mačarski komponist, Čajkovski, pa še drugi, tudi Liszt, so jemali iz etnozakladnice, iz ljudskih glasbenih elementov in jih vpisovali noter v sodobno glasbo. To počne tudi popularna glasba.
popularni glasbi najdemo ogromno etno zapisov, ki jih potem prenesejo v blues in rock and roll. Saj blues v osnovi ni bil nič takšnega kot njihove ljudske pesmi na drug način izvajane, v blues obliki izvajane. Glasbene oblike so enostavne, dvodelne ali trodelne pesenske oblike. To pomeni, imamo refren in kitico. Pa vmes imamo recimo še nek prehod, pa spet refren in kitica, refren in kitica. To je ljudska pesem. Ljudska pesem je tisto, ko zapoje nekdo nekaj naprej, dan, 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 in cel zbor, pa, 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 pa spet nekdo kitica, tan, talon, 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 zbor, pi, lu, 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 lu. Refren je imel vedno isto besedilo, kitica pa je pripovedovala o nečem. Ampak to, kar zdaj govorim, so vsebine, ki so večinoma enake trubadurskim in romantičnim pripovedim. Trubaduri, truveri, 14. 15. stoletje potujoči pevci, da so hodili okoli z lutnjami, pa prepevali o nekih gradovih, princesah, ujetih in zmajih, ki jih je treba posekati 7 glav in ne vem, kraljih, ki jih ne dajo. Trubadurska lirika, ne? To je pravzaprav sodobna popularna glasba. Spet, neka dolga pripoved s kiticami in z refreni, ki se ponavljajo. Dvodelne, tridelne, tako imenovane pesemske oblike. In pa seveda, glasbeniki so večinoma avtorji in glasbeni interpreti hkrati. Kaj pa je bil Chopin drugega? Kaj pa je bil, ne vem, Strauss, je bil tudi dirigent, recimo, je interpretiral, ali pa Gustav Mahler, prej sem ga omenil, ne? Gustav Mahler je bil dirigent, pa komponist, še celo v Ljubljani je služboval, kot veste, ne? Izvajalec in interpret in avtor svojih del. To spravi, v današnji popularni glasbi prav to srečujete, ne? Da so izvajalci in to so ena oseba. In pa, seveda, popularnost, beseda popularnost, popularna glasba, izhaja z latinske besede populo, kaj pomeni ljudje. Nič drugega, ne? In, oziroma iz populus, kar pa pomeni ljudsko, latinsko, ne? Ljudsko, ljudje, popularna glasba je glasba od ljudi za ljudi, bi lahko rekli, ne? Je tista, ki se prenaša po nekem ljudskem izročilu. To ni tisto, ko bi rekli popularno, to pa je popularno, to pa je moderno, kaj nima veze z modernim. Popularno, populus, izhaja iz ljudske, to je ljudska glasba, to je glasba množic, ljudskih množic, nič drugega. In seveda, danes lahko govorimo tudi o popularni Beethovnovi 5. simfoniji, ne? Če sem prej omenil koncert 9. simfonije, njegove, ko so si prišli plašče prezračiti, ne? So prišli zato si plašče prezračiti, ker je njegova 9. simfonija popularna. Ne zato, ker je dobra, pa posebna, pa ne vem kaj še vse, pa ampak ker je popularna. Ok? Seveda, en tak spisek pomembnih avtorjev in izvajalcev, ki je strašno dolg. Jaz sem poskušal najti seveda takšne, ki jih zlahka odkljukate, ne? Zagotovo poznate Cole Porterja, Kurt Weill, Milton Berry, Vaughan Williams, Johnny Lee Hooker, Scott Joplin, Ragtime je pisal, ne? Ray Charles, Frank Sinatra, Muddy Waters, George Gershwin, Elvis Presley. In še, Glenn Miller, John Lennon, Paul McCartney, sploh sta dva, ki sta delala muziko za Beatle, ne? Keith Richards, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Dorsey, ne? Bob Dylan, Eric Clapton, Michael Jackson, Peter Gabriel, David Bowie, Joe Cocker, Carlos Santana, Louis Armstrong, Freddie Mercury, Queen, ne? Kraljica ima danes 90 let, ne? Miles Davis. Vidite, kako velika imena avtorjev in hkrati izvajalcev, ne? Tisti, ki so stopili, vsi ti so pravzaprav stopili že v industrijo, v glasbeno industrijo in so zaradi tega pravzaprav doživeli eno takšno veliko eksploatacijo. Komponisti ali pa avtorji, izvajalci, koliko poznate žensk? Aha. Tu jih je ravno tako. Glejte jih. Koliko poznate žensk od tega? Nina Simone, Yoko Ono. No, Tina Turner, Patsy Cline, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Aretha Franklin, Barbra Streisand. A vidite, Diana Ross. Pa zdaj, če bi vam rekel na pamet, se jih ne bi spomnili, ne? To je tudi ta del industrije, veste, ki je
zelo mačistična, ne? Ki je v rokah moških. Ne? In moški vztrajajo na tem, da zaprejo zadeve, zaprejo vrata ženskam. Ne? In to je seveda tudi ta, če rečemo, nepravični model sveta. Če pa bi to pogledali v romantični luči, ne? Moje stare mame, pa bi videli, da takrat bilo še slabše. Pa če bi pogledali še 100 let nazaj, bi pa videli, da takrat ne bi nič videli. Ne? Treba je v kinu videti, če ste uspeli sufražetke. Film. A veste, kdo so bile sufražetke? Angleško gibanje. Ženske šle na barikade. So jih streljali ko muhe. Zato, da so dobile pravico pravzaprav do volitev, da so dobile pravico do poklica, da so dobile pravice do službe. In ko sem jaz to moji stari mami povedal, ko je začela hvaliti kraljevino Jugoslavijo, je kar tako z oko zamahna, pa rekla, takrat je bilo boljše. Rečem, pa tega ni bilo, ampak takrat je bilo boljše, sem si mislil, ajde mislim. Ne? Ampak vidite, kako romantično gledamo na to, ne? Poglejte sufražetke, koliko so jih pobili, pa v zaporu takni, pa ne vem, kaj so delali, samo zato, da so lahko se šolale. Mislim, danes ni več vprašanja šolanja, da so lahko službo sploh prišli, ker niso smele v službo hoditi, ne se veste. Pustimo volilno pravico, to je vprašanje bolj politične volje, pa nekaj takega, ampak da so sploh smele, niso smele ženske, niso smele še pred dobrimi 50-60 leti javno delovati. Kje pa? Mislim, pa zdaj gledamo romantično, zdaj pa rečemo, kak je bilo takrat fajn. Ja, dedom, ne? Ok, gledajte, ženske, Joan Baez, Joni Mitchell, Janis Joplin, Edith Piaf, jih poznate sigurno, Whitney Houston, Marilyn Monroe, mislim, Marilyn Monroe se je družila pravzaprav s samim predsednikom države, takrat ameriškem, ne? Vse zato so jo verjetno fentali tudi, ampak, ne? Poglejte, kako to, zdaj si jih pa naenkrat spomnite, Donna Summer, Madonna, Mariah Carey, Roberta Fleck, Dolly Parton, Grace Jones, Adele, kdo ne pozna danes Adele, ne? Björk, Alanis Morissette, Diana Kralj. Mislim, kar naenkrat, wow, kar naenkrat so pa tu ženske, ki nekaj izvajajo. A vidite, to je industrija. In industrija pravzaprav tudi v vaših glavah je bolj naklonjena tem imenom, kot pa tem imenom. Kar pomeni, da še vedno ni, ne? Ni to glih tisto, ko bi človek rekel, a danes pa je to vse eno, je pa vse bolje, pa vse tam. Ni res. Ni res. So posameznice, ki znajo to narediti in znajo tudi to pokazati. No, pa gremo še en par glasbenih primerov. Predvsem zaradi romantizma sem izbral pravzaprav obdobja, ki so naslonjena izven tega koncertnega izvajanja ali pa z eno nogo stojijo na teh koncertnih zadevah. Ne? Cole Porter je eden od teh prvih začetnikov, ki je začel družiti pravzaprav celo glasbene, klasicistične glasbene oblike z nekimi novimi vsebinami. Kaj pomeni romantizem v tem primeru? Pomeni seveda opevanje ljubezni, nekih vzajemnosti. Ok, poslušamo, pa bomo videli tudi, kaj nam glasba pokaže. No? To ni, veste, tako ravno zanemarljivo, ne? Ko vi opazujete te glasbene momente, opazite, da so pravzaprav točno temu namenjeni. Namenjeni so temu, da človeka odmaknejo od vsak dan. To bi človek kar poslušal, ne? Ker tako se dobro počutil zraven, mislim, bi rekel, kak fina muska, ne? Njegova znamenita Day at Night, noč in dan, je seveda tudi prišla v drugi del industrije, ne? Jaz tako rad ta odlomek pokažem kot izjemno, študentom ga rad pokažem kot izjemno mačističnega, kot grozljivo stvar, ne? Zakaj? Zato, ker zdaj smo si ga pogledali že, ne vem, skoraj 2 minuti, pa še Ginger Rogers ust ni odprla, ne? Samo on je tisti, ki bo nekaj povedal, ne? Ja, osvajajo, ne? Ja, osvajajo. Ona pa pri tem nima kaj za reči, ne? Ja, ne lahko odbija se. No, pa poglejmo. Zdaj pa povejte, ne?
če bi bili tako uro in pol potopljeni v tak film, pa zunaj bi točno lahko bombe padale, pa bi se vi dobro počutili, ne? Pa bi rekli, ampak to je bilo vredno, ne? To mi je tako dušo pobožalo, to sem se tako dobro počutil v tej uri pa pol. In to je tisto, kar vam je seveda začel kapitalizem v tem trenutku kot neoromantično potezo seveda prodajati. Vi povejte, kje imate težave. Mi imamo rešitve za njih, ne? Pridite k nam, v dvorano, bomo ugasnili luči, vi se zaglejte v platno, pa poslušajte muziko, pa se boste dobro imeli. Pomembno je samo, da ste plačali vstopnico. To je pomembno, ne? Vidite, in to je ta neoromantični, na nek način pa tudi konzervativni princip, ne, razmišljanja. Dajmo pogledati, kak je bilo nekoč lepo. In to, da vam jaz dam take stvari za pogledati, seveda vas nakrbim ravno s temi občutki. Preselim vas v neki čas, preselim vas v čas, ko je še vse bilo v redu, ne. Sicer je bila, gospodarstvo je šlo k vragu, bila je velika svetovna depresija, druga svetovna vojna pred vrati, Hitler je delal žajfo iz Židov in ne vem kaj še vse, ampak to ni važno. Ginger Rogers, ne, pa Freda Stersta, mislim, a vidite ta razkol? No, in to je umetnost, to je seveda umetnost znala krasno prijeti. No, če je bil Cole Porter naslednji, je zagotovo George Gershwin. George Gershwin pravzaprav, ki ustvarja točno v tem duhu, ko prime svojo rapsodijo v modrem. Jaz tudi ne razumem slovenske prevajalce, ker, oprostite, ampak Rhapsody in Blue, ne, nima nobene veze z modrim. Tako da rapsodija v modrem je tako neumen prevod, pa ga še vedno ni nihče popravil, ampak še vedno je rapsodija v modrem v vseh učbenikih in še vedno Kokodaj so iste baterije. To je v bistvu otožna rapsodija, pa žalostna rapsodija, pa kakorkoli bi rekli, bi bilo boljše, ne. No, poznate tega pianista? Točno, točno. In znamenita glasba, seveda, ne? Jaz sem zato, da uporablja nove glasbene prijeme, nova glasbena izhodišča, ne? Pa naslov temu da, ampak kot koncert za klavir in orkester. Če sem rekel, da poseže po starih glasbenih principih. Opera, ki postane takrat tole. To je posebno obdobje, ne? Zagotovo posebno obdobje. No, in to je seveda ta vmesni moment med popularno glasbo, če lahko rečemo, in tisto resno. Resno, ker George Gershwin je le bil resni komponist. Ne? Njegov zadnji opus, seveda, ali pa njegov večji opus, zaključuje seveda Amerikanec v Parizu. Ne? Ok, no vse to. Toliko, da dobimo en pogled v to. Zdaj pa, od tukaj bi vam pa rad pokazal, kaj so ženske znale delati. Joni Mitchell, rojena leta 1943. Pogledamo pa poslušamo, kaj zna ona. Še enkrat? Ja. Gledajte, ja. Ljudje vstanejo. Koncertna dvorana. To je Joni Mitchell danes. Če je začela tam z eno kitarco nekje na stopnicah, ne? Izjemna skladateljica, izjemna interpretatorka, tako malo poznana, seveda, ne? Vse govorijo o nekem boljšem času, boljših ljudeh, boljšem obdobju. Joni Mitchell se je podala tudi v zelo zanimive jazz vode, kjer
dela pa takšno muziko. No, ampak to je glasba, če pomislimo, ne, na recimo 60-70 leta, ki je šla v drugo smer, kot je šel rock, ne. Rock je šel v problemsko smer, ne. Ta glasba govori pa o boljših časih, boljših momentih, boljših idejah in takih stvarih, ne. No in tukaj je še Diana Kralj, ki je pravzaprav najmlajša, ona je rojena 1964. leta, je pa izjemna avtorica, komponistka in pianistka. Spet izvajalka, ne. Pa še lepa je povrh vsega. Tako vam še malo Diano Kralj pokazal, ker je izjemna pianistka, ona je tudi, evo, pustimo zdaj rumbo, ne? No, pa še eno, da vas še malo pocukam z Diano Kralj. Naj vas to lepo glasbo pospremim. Ta lep večer še naprej. Naše naslednje srečanje četrtek 19. maja. In jaz upam, da boste ravno s takim veseljem, v takem številu uspeli priti, kot ste danes. Evo, hvala lepa.